že skoraj 11 let nazaj, sem se v bistvu odločil iti v Novo Zelandijo. To pa zato, ker sem v bistvu tukaj diplomiral, pa nisem dobil službo že skoraj 1 leto. Pa sem si mislil, da ne bom eno teh, ki tukaj čakajo, in sem šel v Novo Zelandijo. To pa zato, ker sem imel strica tam, pa mi je rekel, ne prijem tja pogledat, pa bom videl, kako mi bo. Na začetku je ful težko, ni lahko, ko greš. Vse ti je novo, ne poznaš veliko ljudi, nimaš nekih povezav, vse si moraš v bistvu na novo ustvarjati. Tam je v bistvu ogromno ljudi, točno takšnih kot si ti, ker je tako visoka imigracija. Na leto pride 70,000 novih ljudi v državo, tako da v bistvu je veliko ljudi točno na istem, ko si ti bil. In te že v bistvu to na nek način povezuje. Ok, zdaj, katere so dobre strani živeti v Novi Zelandiji v primerjavi z Slovenijo? Bi rekel vsekakor to, da so ljudje tam zelo prijazni in si pomagajo drug drugemu. Življenjski standard je bolj na easy, nikam se nobenemu ne mudi, ni stresa. Glavni razlog je po mojem zaradi življenja samega, zato ker konstantno se vse spreminja, konstantno imam možnosti v karieri, da grem v različne poti, če želim. Za primer, kako dolgo sem tam, 11 let, pa sem se preselil 13-krat. In to ni nekaj ful nenavadnega tam. Ljudje si kupijo hišo, pa so nekje tam, pa živijo, ne vem, 2-3 leta v hiši, pa rečejo, ok, dovolj imamo tega kraja ali pa dovolj imamo te hiše in je čas, da se kupijo kaj novega in se preselijo. In to je čisto normalno. In enako je s službami. Povprečno Novozelandčani so v eni službi 2 leti. Če se kdo hoče odločiti, da se bo šel preseliti v Novo Zelandijo, naj ne jemlje to preveč lahkotno in si misli, tu nimam več kaj, tu imam vsega dovolj, zdaj bom pa čao, pa bom šel tja. In sem videl v primerih, so ljudje vse prodali in se odselili v Novo Zelandijo, pa potem ni bilo to všeč, ni bilo za njih. Teda svetujem, da najprej pridete na kakšen obisk, pa si vse ogledate, pa mora biti malo daljši obisk, da se vidi, kak je, ko v bistvu tam živiš. In se potem na podlagi tega odločiš, če hočeš priti ali ne. Potem pa preden prideš, je treba v bistvu vse papirerije in vse urediti, preden prideš sem. Greš tja, ker zdaj sem tu. Sploh glede kvalifikacij, pogledaj se, če je v bistvu sploh tvoja služba zaželena tam, ker če ni, boš zelo težko dobil službo, oziroma vizo, službo, če je to težko kot viza. Ena stvar, ki vedno vidim, ko pridem nazaj iz Nove Zelandije v Slovenijo in ker se mi zdi malo žalostno, je, kakšni smo ljudje drug do drugega. V Sloveniji tako malo nas je. Razumem, da je ogromno kompeticije tukaj, pa da je težko dobiti službe. Ampak mislim, da to ni dovolj dober razlog, da smo sebični do drugega, zlobni in neprijetni, neprijazni. Jaz mislim, če pošljem kako sporočilo v Slovenijo, bi bilo to, da imejte se radi, pomagajte si drug drugemu, pa bo življenje dosti boljše.